če z vami stigajo iz skupinice Trio Vlad, dobrodošli v moji kopalnici. V skupinici se je porodila želja, da bi predstavili različne vrste difuzorjev. V posnetku, ki sem ga posnela nedavno v živo, ste izrazili željo, da vam bi malce več povedala o difuzorju, ki deluje samo na eterična olja. Prva stvar, ki vas največkrat skrbi, je ravno to, ali tak difuzor porabi toliko več eteričnega olja kot sicer. Zdaj, če vam povem nekako okvirno, koliko ga porabimo pri nas, tak difuzor pri nas je prižgan tja od 7:30 zvečer, pa vse tja do polnoči, dela v intervalih 5 minut dela, 5 minut počiva, 5 minut dela, 5 minut počiva in nekako porabimo v 3 do 4 mesecih, kolikor traja ta sezona komarjev, tam stekleničko in pol. Steklenička pri bateriji je velika 15 ml, tako da boste približno vedeli, koliko eteričnega olja tak difuzor porabi. Tudi sicer so potrebe oziroma zahteve, kaj želimo od difuzorja, različne. Za tisti, ki imate večje prostore, tisti, ki imate radi intenzivnejši vonj, boste posegli po difuzorju, ki deluje samo na eterična olja, medtem kot drugi, ki imate radi nežnejše vonje, bolj blage, pa imate morda manjše prostore, pa se lahko poslužite difuzorja, ki deluje na vodo plus eterična olja. Jaz priporočam, da si difuzorje kar pogledamo, morda vam bom z mojimi izkušnjami in s to predstavitvijo celo olajšala izbiro vašega difuzorja. Pa si jih kar pogledamo. Začela bom pri najmanjšem. Tole je difuzorček, ki deluje na USB priključek iz ponudbe za dan materinstva. Je v bistvu majčken difuzor, tih difuzor in pa dosti dober tudi prši. Če vam pokažem, do znotraj. Nalijete vodo do tele označbe Max. Jaz bom to tudi naredila. Eterična olja dodate. Takole. Zaprete. Tako. Difuzor potem postavimo na ravno podlago. Poleg dobite tudi takole USB. Takole. Jaz sem uporabila kar polnilec za telefon. Ga vklopim v elektriko, na zadnjem delu difuzorja pa najdete še priklop. Takole. Postavimo na ravno podlago in prižgemo. Takoj se začne dvigati ta para. Ta difuzor je eden izmed tišjih difuzorjev. Tale logo sveti v rdeči oziroma modri barvi. Zdaj, če vam pokažem še, koliko je glasen, ga dam se poslušati. Kot sem že omenila, je to eden izmed tišjih difuzorjev. Takole. Zdaj, na levi strani imamo dva difuzorja, ki se, kar se tiče pokritosti, nekako primerljiva. Tole je Petal. Petal je najcenejši difuzor pri doTERRI in eden izmed tistih, ki ga lahko dobite tudi skupaj s paketom, tako da je eden izmed takih začetniških difuzorjev. Ima funkcijo, da deluje 1 uro, 2 uri, 4 ure. Lučko lahko ugasnemo ali prižgemo, poleg dobite za priklop in deluje na vodo. Nekako vodo nalijemo pod to rdečo pekico, difuzor, nalijemo vodo, nakapljamo kapljice, zapremo, postavimo na ravno podlago in prižgemo. Pri Petalu je lučka, ki je samo v eni barvi, za razliko od Zimbova, ki vam ga bom pa tudi pokazala. Namreč Zimbo pa sveti v večjih različnih lučkah. To je tudi ena izmed njegovih posebnosti. Zimbov je čisto bele barve, kot vidite, na zadnji strani ima, spodnji strani ima priklop. Takole. Tako da vam priporočam, da ga najprej vklopite,
Potem pa vanj nalijete vodo. Zopet imamo pri Zembovu označeno, dokje nalijemo vodo. Takole. Vode je seveda lahko tudi nekaj manj. Zopet bomo porabili glonco. Tako. Difuzor zapremo, postavimo na ravno podlago in vklopimo. Z gumbom za vžig se difuzor vklopi. Opazimo tudi že paro. In pa v tej funkciji menja barve. Modra, rdeča, vijolična in zelena. Lahko pa barvo tudi fiksirate. Recimo, da vam je všeč vijolična, stisnete še enkrat in na tej barvi difuzor ostane. Barve vam bom slikala še v temi, zato da boste lahko boljše videli tudi barvo difuzorja. Zakaj pedala nisem priklapljala? Ravno zaradi tega, ker sta, kar se tiče zvoka in kar se tiče intenzivnosti vonja, ki ga date od sebe, dokaj primerljiva. Je pa res, da se vsi tisti, ki imajo malo bolj moderno stanovanje, bolj odločajo za Zembov, ravno zaradi oblike. Če vam ga dam še poslušati, kako je glasen. Tudi dokaj tih difuzor. Če ga ugasnemo, dela brez lučke. Tako. Zembov deluje dokler se ne sprazni, to se pravi, ne pride nivo vode najnižjega. Takole. Nima pa možnosti nastavitve, koliko časa deluje, tako kot pedal. Moj najljubši difuzor, za katerega tega kozarčka ne bomo rabili, pa je Cloud. Cloud ne bo prav dolgo več na voljo, nažalost, ampak sem se odločila, da vam ga vseeno predstavim, dokler še je. Cloud je difuzor, ki deluje samo na olja. Takole se sname, da bom zdaj probila toliko mizo, takole se sname tale nastavek, potem pa vzamemo eterično olje. Zdaj tole kapico plastično snamemo lahko tako, da na pol pričvrstimo tale pokrovček, ali pa s pomočjo nožka, takole pod plastiko dvignemo in snamemo. Takole. Potem pa v zareze, ki so v difuzorju, vstavimo nastavek. Takole. In difuzor je pripravljen za uporabo. Cloud je, zaradi tega, ker deluje samo na olje, izjemno močan difuzor. Primeren za vse tiste, ki imate večji prostor. Deluje na adapter, ki ga dobite poleg. Zdaj imamo tukaj kar vidite adapterja. Evo, to ga dobite poleg. Vklopimo ga v tečnico ter v spodnjem delu ima tudi zarezice, pokažem. V spodnjem delu priklopimo na elektriko. Cloud prižgemo z gumbom on in off. Hkrati pa s tem tudi uravnavamo intenziteto, koliko je močen ta Porsche. Deluje lahko 1 uro, 2 uri, 3 ure, 4 ure, 5 ur ali 6 ur. In ugaša se lahko na 1, 5 minut, 10 minut oziroma vmes. Ugaša v smislu 1 minuto dela, 1 minuto počiva, 1 minuto dela, 1 minuto počiva. Jaz ga imam največkrat tako, da deluje 10 minut dela, 10 minut počiva. Če vam pokažem še paro. Zdaj tukaj se jo bom manj videla, je pa intenzivnost precej močnejša, sam difuzor pa malce glasnejši, če pa tam se poslušati.
Se pravi, v večjih prostorih se pa tudi ta glasnost v bistvu skoraj da ne sliši. Ne? Ja, difuzorje izberite glede na to, kakšne so vaše potrebe. Neki srednji prostori, kjer bivate, to se pravi dnevna soba, kuhinja, sta tele dva oziroma tale malček, čisto dovolj. Če pa imate visoke strope oziroma večje površine, pa vsekakor svetujem Clouda. Mi imamo dnevno sobo, smo imeli do sedaj nekako 35 kvadratov s kuhinjo in moram reči, da nam je bil zempel in pa petelka večkrat premalo. Zato sem se odločila, da kupim Clouda. Cloud je sicer najdražji izmed teh 4 difuzorjev, hkrati pa tudi najbolj intenziven vonj da. Koliko časa bo še na voljo, vam žal ne znam povedati. Vsekakor pa je vredno razmisliti o nakupu, tako da razmislite, dokler je Cloud še na voljo. Če bi izbirala sedaj, ko imamo izkušnje z vsemi temi 4 difuzorji, bi se definitivno odločila za Clouda in pa za tega iz materinske ponudbe. Namreč odličen je za v avto. Takrat, kadar ratamo mečkam zaspani, damo noter mečkam limonce, citrus blisa, peperminta oziroma olja, ki vas poživijo po izbiri, priklopimo in v avto res naredi zelo dobro vzdušje. Ja, to je za difuzorje to. Vkolikor imate še kakšno vprašanje oziroma vas zanima včlanitev v doTERR, lahko kontaktirate na zasebna sporočila oziroma spodaj pod objavo v skupinici Tree of Life. Na voljo sem še za vsa vprašanja v zvezi z difuzorji in eteričnimi olji, tako da upam, da sem vam pomagala pri izbiri in se vidimo naslednjič.